verjetno ni treba predstavljati, Blaž Vrhovec, nekaj Maribor za sabo, že zdaj, lahko rečemo, lepa karijera, ne? Si zadovoljen? Ja, definitivno. Si zamišljal, da bo taka, do sem? Ali si upal, da bo taka? Ne, jaz sem si zamišljal, da bo še boljša, ampak pač na koncu, tudi kolikor je bilo, pa ker zdaj nazaj pogledam, sem lahko zadovoljen. No. Ampak dobro, kot mlajši nogometaš, pač je normalno, mislim, da je tudi prav, da pač sanjaš lige top 5 in itd. Povej mi, zdaj si iz tujine poleti prišel nazaj, ne? Je želja iti nazaj v tujino, zdaj, kljub temu, da si v Mariboru? Ja, mislim, da absolutno, če bi kaj še tazga, kar bi me zadovoljil, da bi sigurno še šel. No. Bi pa mogoče veliko bolj selekcioniral klube, ki bi mogoče potrkal. Aha, okej. No, prijemo do tega, bomo tako, v uvodu me sam zanima, koliko si mogoče začutil to razliko, zdaj, če gledaš tujina, Slovenija, vseeno, pač mi govorimo zdaj, na eni strani je bil Ciper, na drugi strani je bila Poljska liga, nobenega absolutno ne moremo zanemarjati, zagotovo je Poljska liga nivo višji, ne, tudi od ciperske, ne. Kaj pa Ciper, je tu nekje, ko smo mi, ali je močnejša liga kot taka? Kako si je ti doživel? Jaz mislim, da je močnejša, no. Sprav glede na to, koliko se tam investira denarja in kakšni igralci tam pač tudi igrajo zaradi tega, ker je pač finančna moč tako večja. In si dejansko lahko klubi prvočijo tujce in plačuje zelo dobro, ne. In zato tudi tja prihajajo. Zdaj pa glede infrastrukture itd. Pa ne vem, se mi pa zdi, da mogoče niti ni toliko neki boljša od naše, no. Ciperska, kaj pa Poljska? Ciperska. A Poljska je pa, to je pa drug svet. čist drug. Ok. Prijemo do tja. Zdaj tako, da gremo tja malo se rad vrnem na začetek, zato ker tudi v eni od teh naših oddaj smo imeli dr. Križaja, pa smo se pogovarjali, od kje prihajajo igralci, sploh reprezentanti tam, kjer si ti tudi bil, ne vem, si izpolnjeval slučajno, se kaj spomniš tega. Dr. Križaj, Jožef je eno raziskavo delal, od kje izhajajo naši reprezentanti, eno od predvidevanj je bil, da bi morali naši prvoligaši, Maribor, Olimpija, Celje, ne vem, Koper in tako naprej, da bi morali dati največ reprezentantov, se pravi, ko govorimo že o mlajših selekcijah, pa na koncu se je ugotovili, da to ni tako, ne, da je zelo veliko igralcev štartalo v manjših klubih, pa so potem, rečemo, prestopali v nekih selekcijah. Ti tudi, če gledamo štartov, si povej sam, kje? Svobodi na Viču. Najbližji, se pravi prvi klub, kar je tudi NZS tako osnovna ideja, da bi prvi klub tja pejt in tam začni in da bi poskušali poskrbeti za to, da logistika ni problem, da način treniranja ne bi bil problem in tako naprej. Kdaj si začel, zakaj si začel? Se še spomniš kaj? Ja, je bila to želja tvoja ali očeta? Ne, moja, definitivno. Jaz sem takrat v bistvu bolj resno, kot fuzbal sem treniral badminton. Tako da, ja, v bistvu sem imel pa... Koliko si bil to star? Ja, že v bistvu badminton sem že malo prej, v bistvu pa 6 začel. Potem pa, ko smo šli takrat čez 7 v prvi razred, je bila pa ta otroška nogometna šola, ne, po podaljšanem bivanju. Smo imeli še, ne vem, 2-krat, 3-krat na teden so bili te treningi, ne. In v bistvu moj razrednik, takrat še ni bil razrednik, kasneje bil. On je bil takrat samo v bistvu trener v otroški nogometni šoli, Danilo Lukner, je bil istočasno tudi trener Cicibanu. Danilo ta moramo tudi dobiti še oddajo, ne. Ker smo delali v otroške nogometne šole, mislim, da je zdaj 2 meseca nazaj, ne. Smo ravno prišli do tega, tudi ker on je od samih začetkov, tudi pri teh ONŠ-jih, ne, pa zelo veliko ljubljanskih otrok tu štarta, ne, to je 1200 otrok, včasih tudi več, včasih malo manj, ampak tako, ne. Prost, ko sem te prekinul. Ja, tako da on je v bistvu bil takrat tudi trener selekcije v 8 na Svobodi in ja, nekako je pač te fante mogoče
mogoče je videl nekaj v nas ali pa je pač videl to željo, da mogoče bi mi tudi še kaj več, kot pa to otroško nogometno šolo in nas je v bistvu vprašal, če bi mi tudi šli na Svobodo v bistvu igrati. V bistvu smo bili še premladi, za to v bistvu selekcijo njegovo, ampak smo ene 3, vse nas je tudi on velikrat so pelil na trening, tako da ja, takrat se je to vse skupaj začelo. Ti si dosti dolg si potem ustal, ampak si potem zanimivo prvo prestopil na Slovana, ne? Ja. Zakaj pa Slovan? Slovan takrat igral, to si pol kaj, pri kadetih prestopil? Ja. Ne, U14, izhodni letnik U14. So oni igrali prvo ligo, da si se takrat odločil za to? Oni so igrali prvo ligo, pa trener Janežič je v bistvu, sem bil tudi njegova želja. Tako da nas je pol, mislim, da je 4 ali 5 igralcev iz te selekcije iz Svobode, ker tam neke stvari pač niso štimale. Se nas je odločili, da gremo na Slovan in smo v bistvu skupaj šli. Kako so starši reagirali na to? Se kaj spomniš, ste imeli kaj diskusije doma? Jaz mislim, da nič posebenega. Si prišel domov, jaz prestopam v drug klub in to je to? Ne, jaz mislim, se sta tudi oče in mami sta vedno pač vedela te stvari, kar so se dogajale. Mislim, da je tudi komunikacija pač glede trenerjev šla čez njih, tako da ne čez mene. Sploh pri teh letih še mislim, da je to tudi pravno. Jaz sem gledal, da ti tu si zelo hitro že prestopal skoraj vsako leto, ne? Že pri mlajših kategorijah, ne? Kako je to pol izgledalo? Pa je pa spet bilo, da za kadete nisi imel prve lige na Slovanu, pa si šel v Interblok, kaj? Ne, takrat sem v bistvu, ne vem, če to je zapisan, ampak je bil izhodni letnik kadetov se mi zdi, ali pa ne, zato ker prvo let kadetov, ko sem igral po Slovanu, smo v bistvu iz druge v prvo prišli. Drugo leto kadetov smo pa igrali prvo ligo, na Slovanu sem še igral, pa prvo leto mladincev, sem pa v bistvu igral tudi na dvojni registraciji na Svobodi. Zdaj še delam, če nisi ti tista generacija, ko smo mi s Celjem prišli po zimi igrati, ravno ta U15, ki ste bili neporaženi, zimski del. Ne, to je bila pa ena generacija prej, to so bili pa vrhunc, smuki. Ok. Te. Ker vem, da redno sem oni so bili, prijateljske. Preden sem jaz prišel tisto sezono prej, so bili v finalu lige U14. Ok. Zakaj Interblok? Zdaj si se že kar pa, ker Ljubljana na konc ni niti toliko mala, zdaj si pa že imel čisto na drug konc Ljubljane si šel. Ja, Interblok je imel pa takrat pač najboljše so v bistvu delali z mladimi. To je bil tisti čas. Kdo te je poselekcioniral? Tisti čas Joca. V bistvu smo že prej imeli kontakte z Istokom Kavčičem. Tako da on je bil... On je bil vodja takrat šole, ne? Ja, on je bil trener kadetov, pa mislim, da tudi vodja šole. Ja. Tako da, ja, on je bil pa tisti, ki je v bistvu... Takrat ste pa pol bili prvaki vi kadeti, ne? Jaz sem pri mladincih šel. A ti si pri mladincih šel? Tako da na pol sezone je bilo to v bistvu. Po zim, ker sem bil vhodni letnik mladincev, na pol sezone sem šel v Interblok. Pa te je bilo tako naravno to, da si se, če zdaj za nazaj gledaš, da si vsakič nekako napredoval za ligo više? Jaz sem si to želel, Mislim, jaz sem vedno hotel igrati tam, kjer so najboljši, To je vedno problem, ko jaz gledam kot trener, zdaj jaz štartam, ne vem, zdaj v Celju, ko sem treniral, pa imaš ti U15 selekcijo, ki je zaključila na državnem mestu 4., 5., 3., nima veze in zdaj naslednjo leto so kadeti, ampak že prihaja potem se pravi, se selekcija ponovno dela, prihajajo iz okoliških klubov novih 5 igralcev, kar pomeni 5 jih pride, za 5 jih ponovadi ni prostora. Ja. Ti nisi bil nikoli v tej drugi grupi, ko so jih selekcionirali? Ne, mislim, na srečo ne. Jaz sem vedno izrinil zgleda. Vedno si bil on, ko so ga klicali. Ja. To je pa tisto, kar sem prej govoril tudi zaradi Križaja, ker mi je ful bilo dober, ker zelo velikih igralcev prihaja v štartu iz mlajših in šele po 15. letu so prehajali potem v prvoligaške klube. Zato. Ja, vse pri meni je bilo isto. Kdaj si člani prvič igral?
Kar tisto prvo člansko sezono. No. Kdo je bil trener takrat? Tomaž Petrovič na Interbloku. Takrat je bil bravo Interblok. To se še tudi spomniš treningov, ne? Ja. Povej eno stvar, ko ti je ostala od njega, tako, da si moral na treningu delati, da si se vprašal, zakaj jaz to počnem. Ker je bilo zakazan, ker smo hodili po vseh 4. Cel krog. Ja, to je bilo kar je. Čeprav ajde, jaz sem itak tak, da redko kdaj zaidem v kakšne probleme, tako da nisem velikrat. No, nisi velikrat. Je bila pa ena stvar, je bila pa, ker pa nikoli ne bom prezal pri njemu, se spomnim, da sem dobil rdeč karton, drugi rumeni, ne vem, s ko smo igrali. Pač zaradi gluposti, ker sem nek faul sem piskal, kar po mojem mnenju ni bil, jaz se vzamem žogo, vržem ob tla in sodnik pride drugi rumeni. In sem dobil eno tekmo prepovedi in je prišel gospod Petrovič do meni in je rekel, da sem jaz dobil eno tekmo prepovedi, ampak da mi on daje še 2. Res, okej. Tako da pol 3 tekme nisem Nisi 3 tekme sedel? Ja. Okay. Si zapomnil? Ja, dobra šola. Se pravi, če je pozitivno za naprej vplival, pol tako v redu, ne? Boljš tako, ko pa da... Jaz mislim, da je, definitivno. No. Ne bom rekel, da nisem nikoli več naredil kakšne take gluposti, ampak za rdeč karton pa si manj pol sodnikom govoril? Ne, takrat še ne. To ti pa še ostaja. Takrat še ne. Če kak se pa spomniš, kak si bil temperamenten kot mlajši igralec? Pa jaz vedno mislim, da sem na igrišču tista neka druga osebnost, ki pa drugače v privatnem življenju. Tako da mene ta adrenalin tekme, pač ta želja po zmagi, mogoče tudi kdaj predaleč odnese, ampak mislim pa, da v tem ni nič slabega. No. Mislim, da mi je to čez kariero si tekmovalen, hočeš zmagovati, to je pač to. To je to. Okay. Ampak hočem reči, preden smo začeli snemati, sem rekel tako, mi dva v Celju, koliko je že zdaj, 10 let skor, kar smo se srečevala ob 6 zjutraj, ene parkrat, ne. Ene večkrat. Ene večkrat, ja, kak je bilo lepo, ne. Dober, ja. Mi smo se zajebavali najbolj vredno stanovanje v Sloveniji v perspektivi. Ste kdaj to občutili? Vi 4. Ja, če da ga pogledate nazaj, pa mogoče res je. Ja, ampak ste vi takrat vedeli to? Spravi, moramo povedati, spravi, ti, Bajc, Bejde, Verbič je bil zelo velikrat z vami, zato smo ga kar tam dali, kljub temu, da je živel doma, pa Miha Zajc, ste vi občutili to, da je nekaj več v tej družbi? Pa mislim, vsej en za drugega smo vedeli, da ima on določen potencial, ampak da bi pa takrat rekel, da bomo vsi od nas naredili eni boljše, eni pač spodobne kariere, pa ne vem če. No. Ne. Ker mi, ko smo se pa pogovarjali, je pa ravno to bilo. In zaradi tega ste vi bili ob 6 zjutraj, da sem Benja klical, kje si, se spal sem se, te čakam, prid. Koliko ti je bilo pa neumno, rečemo, ta fitness pa to takrat, ko si bil toliko star? Ne, meni sploh ni bilo neumno. No. Mogoče komu drugu od te skupine. Zagotovo. Ja, ampak meni ne. No. Jaz sem bil takrat res all in, ker sem pustil študij na strani in sem rekel, da je pač fuzbal je zdaj to. In pač sem dal vse v to in pač jaz sem še iskal načine, kaj bi več, tako da meni se je takrat zdelo to čisto normalno. Jaz sem imel pa skozi probleme, kako vas zmotivirati. Jaz nisem čutil tista, da bi jaz rekel, ok, to je ta predanost. Ker mogoče tudi, če si ti bil, dva druga sta malo pobremzala, pa je bila pa ona sila skupine je bila večja, kot pa tisto, kar bi je želel. Mogoče, ja. Ampak ste pa kasneje se pa vsi srečate s tem, a ni zanimivo, kljub temu, da v enem obdobju se sprašuješ, zakaj, tudi verjetno po teh vseh 4, zakaj je to dobro, me pa zanimivo, ko priješ pa v nek večji klub, pa to kar naenkrat, ok, pač, če to vsi delajo, bom jaz tudi to delal. V Sloveniji pa v Olimpiji to delajo, v Olimpiji tega ne delajo. Zakaj pol mi to delamo? Ja. A je zanimivo? Res je tako, ja. Prav res. Ok. Interblok, bravo. Ti si še pri Verdeniku igral eno sezono, ne?
Ja, bil sem parkrat, mislim, treniral sem z njimi, ja. Aha, treniral si, pa si igral že bil- mislim, Pa si že nisem šel v imel, Celje? prijateljske sem nekaj igral, uradne tekme, pa sem bil dvakrat, trikrat na klopi. Nisem pa imel minutno. Ok, pa je bil pa že Celje, ne? Po tisti eni sezoni v Interbloku, v drugi ligi, ja. Bolj pa Celje, ja. Ok. Celje ti je bila prva profesionalna, ne? Pogodba, ja. Ja. Kak je to v glavi, če se spomniš? Kaj si razmišljal, koliko ste imeli doma diskusije? A bi danes kaj drugače pričakoval od, ne vem, suporta staršev in tako naprej? Jaz sem prepričan, da glede na to, da smo se poznali, da je pač suport doma bil zelo velik in vse ostalo. Ampak koliko ste vi, glede na to, da si rekel, ne, je bilo all in, študij na strani in tako naprej, ste doma sedeli, pa ste rekli, ok, Blaž, eno sezono imaš, 2 sezone imaš, če ne bo šlo, moraš iti naprej študirati, ali ste imeli kaj teh dogovorov? Ne, mislim, moja starša sta bila vedno zelo razumevajoča, kar se tega tiče, no, tako da sta definitivno stala za mano. Vse, kar je pa vedno bilo rečeno, je bilo pa sam zdaj, če boš to deli tako, kar je treba. Ne? In v bistvu je bil to edini nek pritisk od njih, ni bilo omejen s kakšnimi leti ali pa karkoli, ko bom jaz to rabu, a bo ali ne bo. Mogoče si jaz to bolj sam pri sebi v glavi dal, pa da sta mi one dva. No. Kaj si pa zdal? Ziher, če veš. Ja, jaz sem takrat, ko sem podpisal, sem bil star, ja, sem bil že 20, ja. Ne vem, jaz sem si rekel, da pač tisto prvo pogodbo sem podpisal 4-letno, da če v tem času pač ne bom splavil, da mogoče pa pač jaz nisem za to. Ne. Aha, in da boš polno študiral naprej? Ja, meni to nikoli ni bil. Mislim, saj takrat sem tako razmišljal, da mi pač ne bi bil neki velik problem tudi nazaj študirati, no, če bi pač prišel. Kaj si pa študiral ti? Jaz sem se vpisal na farmacijo sam. Aha, upisal si se. Ja. Ampak nisi, Pa, nimaš enega predavanja za sabo. Pa bi zdaj še enkrat šel isto farmacijo? Ne. Kaj bi zdaj šel? To pa še razmišljam, to je pa zdaj prišel ta čas, ki je treba malo o tem razmišljati. Aha, že razmišljaš, da bi šel na kak študij pa tako? Definitivno je želja, da bi imel izobrazbo, no. Ampak moram pa še malo razmisliti, kaj je tisto, kar bi me toliko veselil, kot nogomet. Ej, a če zdaj gledaš ti za nazaj, pa ko se pogovarjaš tako z vsemi temi, si ti v času, ne vem, 15 kadetov, mladincev delal kaj več, kaj drugače, ko so delali drugi? Zdaj čisto konkretno, ne, zdaj, tako ko je Timi Max Selšnik rekel, ne, 16, jaz sem že s Srkijem sta že trenirala, ne, to je bilo zjutraj prvi trening, vmes med šolo se je dogovoril, popoldne normalen trening, ker je imel zelo začrtan cilj za to, da bo dosegel nekaj. Ne. Si že ti tudi na tak način razmišljal? Ne, definitivno ne. Ne, kaj pa trening, pa mali fuzbal? Ja, ne, meni je bilo vedno, pa tudi strani staršev je bilo vedno šola na prvem mestu. Tako da jaz sem pač tudi jaz sem tako razmišljal. No. Nikoli si sploh nisem mislil, da bi imel sem fuzbal, sem imel zelo rad, pa sem zelo rad ga igral, ampak veliko mogoče prostega časa sem tudi preživel na igrišču. No. Mislim, da to mogoče, da sem delal več kot ostali, da smo bili res cel dan na igrišču, iz treninga na igrišče, pred treningom na igrišču. Kaj si večinoma igral? 5-5 ali 2-2? Ali 1-1? Pa ni nas, vse, kar ni je nas bilo nikoli skoraj toliko. To je bilo 1-1, 2-2 maksimalno. En je pa na golu pometel nazaj. Ne. Aha, ono ste igrali. Ja. Pa pol, če nas je bilo pa še manj, pa so bile guze, če nas je bilo še manj, so bili koti. A tam si šut pol dobil na guzah, ali kaj? Ja, se ga nimam. Čakaj, Rožman ti je pol dal, kdo je mogel iti, ne vem, ko je Zajč šel pred tabo, ne? Ja. Si imel vse proste strele, si pol imel pol sezone. Ja, pa ne vem, če sem dal enega iz prostega v Celju. Sam ni bila tako slava. Iz penala mi je dal. Premalj si vada. Penale mi je pol dal, ajde, tam sem 1-2 dal. Ok, zdaj, če gledamo, se pravi, tu še nisi razmišljal, ampak ko si Ne, rekel, toliko mlad, ko si rekel definitivno zdaj še ne. pogodba, a si Ja. tu pa začel razmišljati, ok, zdaj bi bilo pa treba še nekaj zraven dati. Ja, definitivno. To je bilo takrat, se pravi, no, takrat, ko sem kolebal med študijom pa nogometom. Takrat je bila pa res
tista stvar, ker sem si pa rekel, zdaj pa gremo. No. Pa kaj je bilo pol tistega, kar je bilo dodatno takrat? Fitness, definitivno. Okay. Takrat mi je zelo veliko pomagal tudi takrat agent moj Robi Čibaj. Mi je v bistvu zrihtal treninge z Predaničem. On mi je dal program, ker v bistvu sem bil mejhen, suh. Pač videl se, da rabam malo mišične mase, tako da sem dobil tisto zimo tudi en program. In takrat sem res fajn delal, no. Da sem se nekako zgradil. Si pol občutil, kaj je razlika, ko pridobiš na moči pa tako? Ker ti, kar se tiče aerobne kapacitete, nisi imel nikoli problem. Kar se tiče teka in tega je bilo vedno dovolj. Ja. Se ti je zdelo, da je to naravno, da si imel tako? Jaz mislim, da je to naravno. Ali da je bilo to, da si tako trmasti vedno bil? Ne, jaz mislim, da ne. No. Jaz mislim, da imam to pač, koliko ima nekateri pač neke druge stvari prirojene, imam jaz to, da pač lahko dosti laufam. Tako da to že od naših selekcij ni bil nikoli problem. No. Tudi pri teh vajah vzdržljivosti, ki jih delamo, nikoli nisem imel problemov. Tako da, ja, pač to je ta pač mišična masa, pač moč, duel, to so bile stvari, ki so mi definitivno manjkale in je bilo pač treba delati na tem. Pa si po treningu fitnessa, ko si prišel na igrišče, ugotovil še kaj drugega, da je se pokazala kot razlika, ali je bil sam duel razlika? Sem imel občutek, da si kaj hitrejši tudi, pa tako? Pa ne vem, no, mogoče to niti ne, no. Ampak sigurno pa, če ne drugega, sem se tudi bolj samozavestno počutil že v svojem telesu, če ne drugega. Zdaj, v Celju vemo, pač kakva je bila situacija, jaz pač vem, kaj je bilo, ker sem bil tam, no, tako da je bilo zelo zanimivo gor dol, ne, in po organizaciji in po financah in vsega skupne. Ampak na koncu sezone so bile dobre, mlade ekipe se je kar tako sestavljala in na koncu ste tudi bili vmes drugi, finale pokala, mislim, da se je igral, ne. Žal se nobena kanta niti dvignala takrat, ne, ampak si pa zelo upozoril, definitivno, ker v tej centralni coni si igral, si imel dobro sezono, dobre tekme, sploh preden si šel, ne. Ja. Kdaj se je začela pogovor z NK Maribor, ker to je bila pol next level, ne? Ja, to je bilo to že kaj med sezono ali je bilo pol po koncu sezone? Ne, to je bilo po sezoni, po tisti, igrali smo finale pokala prav z Mariborom v Kopru, pa smo imeli, jaz sem imel še reprezentanco pol, tako da v bistvu To še 21, ne? Ne, to je bila že članska, ja. Jaz sem bil že 24. Aha, takrat si... Ja, 24 sem bil star, ja. Ti si z 20 prišel v Celje. Ja, 24 sem bil star, ja. Tako da takrat je pol na dopustu, v bistvu je bilo to. Se je začelo dogajati. No, čeprav jaz sem pol še nazaj šel v Celje za kakšen teden, dva. Ni bilo veliko treba se pogajati, ste se hitro zmenili? Hitro smo se zmenili, ja. A si kaj sodeloval, ali si rekel? Ne, jaz nisem več sodeloval v tem. Jaz sem sam rekel, kar bi jaz želel in je bilo to hitro okej. In so sprejeli na to. Reč mi, zdaj si ponovno Maribora, ne? A je res toliko razlike v organizaciji, v klimi Maribora samega kot mesta, navijačev, štadiona, k drugje? Kar si ti doživel? Kaj druge misliš? V Sloveniji. V Sloveniji? Ja. Ja, jaz mislim, da definitivno, da Maribor, vsaj kar se tiče navijaške baze in pa s tem, kako celo mesto živi s klubom, mislim, da tega v Sloveniji pač ni, no. Pač z vsem spoštovanjem do Ljubljane se mi zdi, da pač se ne more primerjati, no, z Mariborom. Se mi zdi, da nekje, ko še začutiš tak nek podoben impuls v manjši meri je Mura, no. Ampak ne, to je... Mislim, da v Sloveniji ni pač primerljivo, no. Kaj so te prvo opozorili, ko si prišel v Maribor? Ker moram vedeti, ne, ti prihajaš v Maribor, ki ima evropske ambicije. Ja. Zdaj, kakorkoli si ti igral v Celju, verjetno, mislim, takrat se je potem, ti si že vmes igral neke kvalifikacije v Celju tudi, ne? Ja, dvakrat, ja. Dvakrat, ne? Ja. Ampak vseeno, ti, ko
ko tako zdaj vrtiš za nazaj, je vsem bomo poskušali, ne, Maribor je pa bolj ko ne bilo, ne, mi moramo imeti Evropo. Ne. Ja, vse to je bila v bistvu največja razlika, no, kako s tem pritiskom pač živeti pa igrati. Čeprav pritisk pač, ja, je eno, ta nogometni pritisk. Ti uživaš v tem pritisku ali ne? Ja, meni je, takrat, ko gledam, mi je bilo pač nekaj novega, v bistvu sploh nisem po mojem zavedal tega čist, kako to deluje, ampak zdaj pa trenutno Jano, ker sem pač tudi tak sem, da hočem zmagovati, da hočem biti prvi, da nočem biti povprečje, tako da v nobeni, pač v vsem, kar delam, nočem biti povprečje, tako da pač, če nočeš biti povprečje, pač možeš doživeti s temi stvarmi, ki prije zraven. Ker zdaj ti si potem 3 leta v Mariboru, 2, ko se igra Liga Evrope, ne? Enkrat se igra Liga prvakov. Ja, jaz sem kasneje prišel, jaz sem sam Ligo prvakov igral. A ti si sam Ligo prvakov igral? Ja, 2017, ja. Še toliko boljš, ne? Ja. Ampak kak je zdaj ta feeling pol, no? Ker vseeno, verjetno te nekdo potrepla, koliko smo se menili s Filetom pa z Mertijem, ne? Ker sta isto rekla, ne? Pa ti pa nekdo reče, v velike čevlje si stopil, ne? Upam, da veš, kam si prišel. Ja. A se to res tako občuti tu? Ja, bilo je dosti tega, ja, no, siguran, se tudi sam to začutil, si ti ne rab noben reči. Tako da, ne vem, se s komarkoli se pogovarjaš, manj, ki je prišel iz pač manjšega slovenskega kluba, sem pač to občutil. Zdaj sam, kako si ti s tem pač primeš, ne? Oziroma, kako ti to rata dati čez. Kako si ti to dal čez? Jaz pravim, jaz sem samo vesel, da sem to pač evropsko, tako kot si rekel, ne, v Mariboru, takrat, ko sem jaz prišel, je bila res ta evropska ambicija, to moraš. In jaz sem samo vesel, da se mi je to zgodilo doma, no. Da sem bil v Sloveniji, da sem imel prijatelja, sem imel družino blizu. Takrat sem jaz na vsak način hotel iti v tujino, ampak zdaj, če pogledam nazaj, mislim, da ne bi šlo. Tak ne bi šel v tujino, ali kaj? Ne bi šlo v tujini. Ne bi šlo v tujini. Ja. Zakaj ne? Pa se mi zdi, da sploh, če ne bi imel te podpore vseh okrog mene, mislim, da bi takrat bi zihar šel tudi sam, no, v tujino, če bi šlo čez, tako da mislim, da bi se težko sam znajdel, no. Tudi tukaj v Mariboru prve pol leta mi je bila taka situacija, da nisem dosti igral, ne. Da v bistvu sem tiste evropske tekme sem igral dosti, ampak slabo. Tako da ti pride nek pač pade ti malo samozavest. Se mi zdi, da v teh nekih boljših klubih, ne, je kar postal standard, da igralci, ko prihajajo, ne glede na kvaliteto, tako rekel, skoraj ne glede na kvaliteto, ajde. Sploh, če niso 27, 28, 29 stari, ne, ko govorimo o teh 23, 24 stari, da se jim hitro zgodi, da je pol sezone ali pa sezono na klopi trenažni proces in potem naslednjo sezono pač... Ja, vse pri meni je bilo isto. Ker isto, ne, zato sem rekel, ker Merti prvo sezono isto tu je sedel, ne, da je potem, da rečemo Sitijo, ti je pa Griliš celo sezono prvo sedel, ne, pa so plačali, vemo koliko za njega, ne, da je lani potem v bistvu odigral, pa da rečeš, ok, zdaj je pa prvo tim, prej je bil pa dost. Ti je bilo hudo, ker si sedel? Ja, definitivno. Ja. To se mi je prvič v karieri zgodilo. Ne. Se zato pravim, da mi je bilo tudi toliko lažje zaradi vsega tega suporta, ki sem ga imel tukaj pol to pač iti čez. Da če bi se mi, mislim zdaj tako razmišljam, če bi se mi to zgodilo v tujini, ker bi bil še sam, ker mogoče tudi soigravci ne bi mogel tega skomunicirati ali pa da ne bi imel te opore. Pač tukaj je bilo vsem lažje, si imel dosti starejših, si ga lahko vprašal, si dobil kakšno uspodbudno besedo, ne glede na vse so bili pač Slovenci, ne. In je bilo to veliko lažje. Pa so ti svetovali ali pa je, ne vem, klub poskrbel za to, da imajo še zdrave, ne vem, ste bi imeli takrat psihologa ali pa kaj od takih stvari? Ne, to nismo. Ne. Se ti zdi, da bi bilo dobro, da bi imeli? Pa jaz mislim, da je to definitivno dobra stvar, no. Sploh, če se znajdeš v taki situaciji, no, ko ti ne gre, ko ti je težko. Ampak jaz sem se takrat pač drugače s tem spoprijel pač na svoj način mogoče. No.
In pač sem si rekel, gledaj, zdaj pa še več vsega, še več, le na treningu, da je še več, ne vem. Kaj pa še pol bilo to vsega. več? Ja, ne vem, jaz sem prav, tako kot sem ti rekel, lej, Aha, se pravi, ti si se fokusiral predvsem na igrišče, a si še kaj zraven ne, delal? tu zdraven, ja, siguren, individualno, ne vem, probal sem pač takrat tudi dvakrat na dan, zelo velikrat sem šel, pač mogoče tudi sam v fitness, oddelal neke stvari, pač vse sem iskal, kako bi bil boljši, kako bi pač si zagotovil, da bom igral. A si kaj imel, da si na mentalni ravni tudi v bistvu se izboljševal? Ne, se pravim, takrat ne. Takrat ne. Pa če bi zdaj razmišljal, bi se ti zdelo, da je to dobro. Bi Definitivno. sam sebi rekel, vrle, Ja, poklič, zavrt, nekaj nared v tem smislu. Si definitivno. kasneje pol prakticiral kaj od tega? Ja. Zdaj v bistvu, ko sem bil na Cipru, no, ko bi se mi tudi prvič v karieri zgodilo, da je bila ta situacija, da me v bistvu niso hoteli, ne. Pač kot klub se me je hotel rešiti. In sigurno to je bil nek občutek, ki ga nisem poznal in se je bilo težko pač s tem spoprijeti, no. In v bistvu si pa v tem primeru si pa čist nemočen, ker v bistvu tudi ta mehanizem, da ti boš treniral več, pa da bo vse bolj, si bom izboril, pač ne pride upoštev zato, ker nisi zaradi svoje kvalitete oziroma česar koli na stran skantiral, ampak enostavno zaradi drugih stvari, ne. Če vidva sta tam s Popetom skupaj. Oba, bila, ja. Ja. In dejansko niti pač trenirati nisem mogla z ekipo, ne. Aha, še to Še to, ne, v bistvu si individualno treniral, zdaj kako boš ti individualno. Okay. Že če sam treniraš, pa ne igraš, ni to, ne. Pa če se sploh ne treniraš z ekipo, pa sploh ni. Tako je bilo v bistvu 2 meseca. Ja, dajmo videti še tudi Ligo prvakov malo samo obdelati. No. Zdaj, glede na to, da ena od teh tekem je, verjetno ti je vrh, ti je bil verjetno Anfield, ne? Edina, ki nisem igral. Tu nisi igral, to nisem šel gledati, kje si bil pa zraven, kaj? Je bil sem na klopi. Ok, ampak samo doživetje pa tako. Koliko se slovenski igralec, to mene zanima, ne? Koliko se priprav na tako tekmo, ker gledaš tam nekoga, ki bi se najraje šel slikati z njim? A si imel ti ta občutek, ali si šel na tekmo zato, da, mislim, govorim tudi o ostalih tekmah, ampak a greš ti na tako tekmo pol tudi zato, da boš zmagal? Mislim, verjamem, da greš zmagati, ne, ampak a me razumeš dilemo, ko imaš, ne? Ja, ampak definitivno, ne, vsaj v tistem času se je meni zdaj, da lahko mi kogarkoli zmagamo. Tako da ne vem, res ni bilo, vsaj nisem imel niti, sploh ne med tekmo še najmanj, da bi jaz razmišljal o tem. Si imel občutek, ok, mi smo egal? Ne, proti Liverpoolu. Ne, proti Liverpoolu, ne. To je bila po mojem edina ekipa, ki sem si res mislil že na igrišču, tukaj, ki smo dobili porcijo. Ki sem si mislil, to je brez veze, to je pa res drug nivo. Zakaj je to drug nivo? Je to toliko hitreje, je to toliko več siline? Ja, mislim, da tudi takrat je bil v bistvu Liverpool v tistem vzponu, no, ker noben ni niti pričakoval, pa so prišli do finala, ne. In to je bilo res, takrat je tudi Klopp bil, se mi zdi, da je prvo sezono začel prav kot trener, ne. In to je bil res ta njihov pressing, to gore, dole, tempo, to je bilo brutalno. Kdo te je najbolj fasciniral od igralcev? Od igralcev? Ja. Pa ni bil od Liverpoola, Ever Banega, ki smo igrali proti Sevilji. Zakaj pa? Mislim, kakšen pas, kakšne ideje, to pač takole sva stala skupaj, pol metra stran, pa je tu šla žoga, ne. Pač ne vem, nisem še igral proti igralcu, ko bi sploh pomislil, da bi to dal, ne. On je pa te pase med linijo, vse kot je vmes. Ti si skočil na njega, on si je sam zamaknil, pa druga. Fascinantno. Res, on ja. Ampak pri Liverpoolu pa ta intenzivnost, no, vseh skupaj, kot ekipe. Se mi zdi, da takrat, ne vem, da bi si koga posebej, pač Coutinho je bil na meni, pač ni tako težko prijeti sploh zraven, ne, ker to je pač to, ki je eksploziven, ti je umika gor dol, da pač ja, ampak bolj kot to me je to, no, fascinira. Pač ta intenziteta, ta tempo, kako to držijo. Pri 6-0, on se dere sklopi, press, pač ni konca. Ni konca. Ja, to je bilo najbolj, no. Daj mi reči, ker to že mi je tako
koliko si izčrpan po eni takmu delu, ne? Ker to je jesenski del pol, ki je praktično vsak teden skoraj sreda, sobota, imaš pokal doma, imaš ligo, imaš še vmes kako ligaško tekmo, pa so še evropske tekme zraven, pa še reprezentančna tekma, ki ti prije, ko mogoče nekdo lahko dela, ne vem, da se polni, ti greš tja, pa se še tam dvakrat sprazneš, ne, koliko si ti utrujen pol do zime? Pa ne vem, jaz takrat sploh nisem bil, iskreno. Ti nisi bil? Ne. Ko me je Mene je zanimivo, to tako ko Miha je rekel, da je v Fenerju, adrenalin ves, kar se dogaja takrat nam, da sploh nisem razmišljal o tem. Ker je bilo do konca, zadnja tekma je bila Seviljo doma. Ja. Tako da do konca si bil tisto napet in se mi zdi, da me sploh ni to spustilno. Pol še čez pauzo niti ne. Zato sem rekel, zdaj si rekel, da zdaj v Fenerju, ko so igrali Evropsko ligo, pa vse ostalo, kar je bilo, toliko letal, toliko vsega, da je pol na konci že bil pač tako utrujen. No, ja. Dobro, mogoče oni tudi znotraj lige grejo velikrat za letalom oziroma imajo dolge vožnje, no, tako da mi pač tukaj nimamo. Ne. Mi nismo imeli takrat po Sloveniji, imaš kaj, najdlje je bil Koper, ne? 2 uri. Ja. In to je to, tako da zdaj, da bi te vožnje neki izčrpavali, ni bilo glih tako. No. Mogoče se njemu, mislim, je pri njih dosti drugačen, ampak se pravim, jaz sem bil tudi toliko mladša takrat, pa pod tem adrenalinom tega, da se mi zdi, da mi pač nič mi ni bilo težko. Ja. Večerne tekme. Kako ti je to igrati? Ni spanca. Igrati je v redu? Igrati mi je pa super, ja. Ja, rajš, kdaj pa zaspiš pol, po 5 zjutraj? Ja, če igram, ja. Ja. Če igram, definitivno zelo pozno. Zdaj ne vem, odvisen koliko kdaj, ampak zelo pozno. Tam od 3 naprej ponovati. Ja. Kaj delaš pa ta čas? Vedno si skoraj zavrtim našo tekmo nazaj, pa jo gledam celo. Pol pa hapavim. Malo na telefonu, malo ne vem, karkoli. Netflix, ne vem. Kaj ne gre? Je to adrenalina? Ne gre, ja, meni ne gre. Ne gre. Jaz ne moram. Ne, sej, to je mi zanimivo, ne. Ja. Ker zelo mali je igralcev, ko lahko, ne. Ja. In pa je še tako, ne, da trenerji pač, kot je, smo zelo različni, ne. To je pač meni zelo dober, ampak konc tekme, pa še imaš ti, ne vem, ajde, da si doma vsaj, pa priješ ob enih domov, ali ne vem kdaj, če si še moraš rečemo s Kopra prihajati po večerni tekmi. Ja. Se pravi, kdaj ste doma, pa še kdo ne more dati za doping test, pa ga še tam čakaš kako uro, pa pol ali pa 2, ne. Ja. Priješ ob 3 domov, rečemo v Maribor, greš spat, pa dopoldne imaš pa regeneracijo. Ja, ja to niso najlepša jutra, ja. Ampak dobro, ponavadi skoraj obvezni popoldanski počitek. Dan. Okay. Tako da malo priješ k sebi. Pa malo regeneracije, pa tako še po klubu noter. Ja. Ok, zdaj iz vseh teh, koliko je te bilo preklapljati Evropo, državno prvenstvo ti je bil problem? Kaj ni pravi, da je kar težko, no? Sploh, ko enkrat stadion, ki igraš pa je, ne vem, 30,000 ljudi na njemu, pa priješ na, da ne bom rekel, kjerega kluba, pa imaš 350 ali pa 500 ljudi na stadionu. Meni to ni bil problem, no. Nikoli mi ni bil problem. Tudi, ko se tekma ne vem, ja, to. Meni se zdi, da jaz tudi, ne vem, prijateljske tekme, pač grem na polno. Nija veze. A si imel ti tu znotraj pol tudi kaj ga je dola, da si ga poskušal kopirati kdaj? Glede igre? Ali? Ja, glede igre. Ker rečemo zdaj, ko smo se pogovarjali o Liverpoolu, ne, se pač vedno zdaj spomnim isto, ko je Elšnik rekel, da je igral proti Hendersonu. Ne. Rekel, meni ni izgledal nič posebnega, ampak ko sem ga jaz ugotovil, kako on igra, kako on razporeja igralce, kako on govori, koliko je to vse 5 sekund preden vsi ostali odreagirajo, on tam, ko mora narediti, je rekel, vse ga ni lepo gledati, ne, ampak to je pa, rekel, koliko pa, to je pa kot da imaš trenerja sred igrišča, pa da skozi razporeja. Zato sprašujem, a si imel kajega tajega, tako si rekel zdaj za Banego isto, ne, pač. Ja, dobro, jaz sem imel... Ker to ni verjetno sam pas, ne, ampak je še milijon drugih stvari. Dobro, v mlajših letih itak gledaš, sem tist, kar tudi vsem ostalim je privlačno gole asiste, pa je bil Ronaldinho takrat, pa ne vem, Zizou še prej. To sta bila moja dva, recimo, vzornika v mlajših letih.
Pol, ker sem prišel bolj v ta profesionalni nogomet, pa bolj začneš predgledati normalno svojo pozicijo, pa kaj tisti delajo, ko so na tvoji poziciji najbolj. Ne vem, pa če sem najbolj opazil Tonija Krosa, no. Kako on igra, kako on to dela, zato ker se mi zdi, da ima nekako podobne fizične predispozicije, kaj jaz, no. Nima prvega koraka, ni neki hiter preveč, dobra tehnika, dober pregled. Tako da ja, njega, no, predvsem pozicioniranje, postavljanje, kako odreagira v nekih situacijah, kako pač skrije te svoje deficite, no. Ampak spal šel kdaj k trenerju pa rekel, a lahko mi takole igramo, da bom jaz imel enega Kazemira za sabo, da ne jaz Kazemira treba igrati. Ne, dobro, sej on je bil vedno v tem Realu napisan kot neka osemka, čeprav on se vedno dosti nizko spušča, če gledaš njegovo igro. Vse pride dvakrat, trikrat, mogoče na tekmo malo višji, ampak on v bistvu igra kot neka šestka, no. Tudi zdaj, zadnji leto, odkar je šel Kazemiro, je bolj to šestko vzel, ne. Tako da, ja, bolj zaradi tega, no. Bolj zaradi stila igre, pa... Pa kaj je to pomenilo, da si kdaj tudi vzel, ne vem, da si tako, njegove inserte, da si gledal, kakva je gestikulacija pred tem, kako on funkcionira preden dobi žogo, ali pa ne vem, koliko teče, v kjere pozicije, pa da si pol, rečemo, iz tega gledal, kakve imate vi zahteve, pol na terenu, pa šel. Ker mene je zanimivo, ne, da se igralci na eni strani, pač to je moje osebno mnenje, še vedno premalo poglobijo v svoj del in ker pol ne razmišlja, pa ne sodeluje, je pol veliko stvari odprtih, ne. Če pa ti začneš razmišljati, on tak dela, mi delamo tak, meni bi mogoče to odgovarjal, a lahko iščemo mi tu neke rešitve znotraj tega. Si kdaj poskušal to? Je bil kdo, ki te je prisluhnil? Jaz sem se vedno probal znotraj sistema pol najdati neko svojo vlogo, pa tisto, kar gre meni najboljšno. Nisem nikoli probal svojih idej implementirati kamorkoli. Tako da ne, teh diskusij, mislim, če me kdo vprašal, sem povedal, kaj si mislim, ampak... Da bi pa sam prišel do trenerja, pa nisi? Ne, to ne. Se ti je zdelo, da bi slabo sprejemali trenerja? Ne vem, nisem čutil potrebe, no, se mi zdi, da ko si ti v nekem moštvu, pa ko imaš pač trenerja kakršenkoli je, moraš ti sprejeti njegov koncept in delati tisto, kar on zahteva, ne. Na koncu koncev tudi on odgovarja za to, kar se dogaja, ne. Ja. Odgovarjamo vsi, ne? Vsi, ampak pravim, pač v tem smislu, da pač sem vedno probal pač to, kar se od mene zahtevalo narediti, pa mogoče v tem sistemu, ki je bil dan, pač neke svoje stvari, ki se mi je zdelo, da bi lahko pač boljš naredil, poskušal izboljšati. Koliko pa gledaš ti pol zdaj na te vse video analize, ko jih imate skupinsko ali moštveno, ne vem, imate kaj individualnega, tudi trenutno govorim, prej si zagotovo tudi te stvari imel, ti svojega video analitika nimaš, ne, verjetno? Ne, svojega ne. Ne, si kdaj razmišljal, da ga rabiš, ne rabiš? Ne vem, jaz si dosti svojih tekem sam pogledam, no, tako da se mi zdi, da pol na teh analizah, ki jih delamo pač individualno, pač neke stvari, tisto, kar mi rečejo, itak že sam sem... Smisel, da si tako zajec, si kar reprezentančnega vzel, veš, ono. A ja, ne, se mi zdi, da dosti teh stvari tudi sam vidim, no. Tako da se mi zdi, da pol, kad delamo te analize, itak točno vem, ko je kadar že vidim, okej. Zamudil sem. Tukaj bom jaz. Nekaj ni v redu. Ampak... Mislim, se tudi za dobre stvari, se ne samo. Ja, razumem, ja. Ker gre se za nek koncept, ki ga jaz razumem iz vidika trenerja, ne, ampak mene res vse bolj me zanima tudi, zakaj se v ta osnovni koncept ne vključuje več trenerjev, ne, mislim, igralcev v sodelovanje. Ker zdaj, glede na to, da smo v Mariborju, ne, Krznar, ko smo imeli isto diskusijo z njim, pač, kakor jaz sem razumel, ne, njegova ena od, mislim, da je bilo znotraj oddaje, Isak, ne vem, je bilo tako, ne, dva moštva, en ima trener, en je brez trenerja. Prve pol sezone je ekipa s trenerjem boljša, od pol sezone potem pa ne več, ne. Zaradi tega, ker se igralci toliko več angažirajo, več je potem normalno tudi komunikacije,
zato je možno, da igralec tudi sam več napreduje. Ne. Ker če gledaš pa ti, ne vem, zdaj bom rekel, ameriški nogomet, ne, oni imajo pa ves čas analize, ves čas diskusije, ves čas rišejo, pišejo in so igralci zelo aktivno vključeni v ta proces. Ne. Govorim pa zdaj, glede na to, da ti si v zrelih letih, ne, se pravi, prime time ti še kaj traja 2-3 sezone, ne. Ja. Tu rečemo, imaš tvoje doživljanje, izkušnje in vse ostalo, verjetno tudi v tem mikročasu, ko govorimo ene tekme, ne, ti vidiš veliko več na igrišču lahko, ko pa zunaj, ne, zato govorimo, ne, in je ta komunikacija po mojem zelo pomembna. Ne. Ja, vse mogoče je, mislim, se bi tudi mogoče prej še pač mlajši in mogoče nisem čutil te vloge, da bi jaz mogoče mi bilo mesto kaj tazga reči, ampak... Ampak od cel si že bil kapetan, rečemo. Ja. Z Rožmanom sta videla razvila kaj? Ja, mislim, on je bil eden od trenerjev, no, ki se mi zdi, da sem imel največ komunikacije z njim, no. Tudi kasneje tukaj, ko je bil v Mariboru, tako da, ja, on je zelo odprt za te zadeve, pa igralče pogledno. V bistvu ti pričakuješ bolj, da trener prihaja do tebe, ne da boš ti šel se izpostavlja trenerja. Te je strah, da bo vzel hoče nekaj pametovati tu zdaj. Mislim, ne vem, sej verjeten, zdaj ne bom rekel, nisem nikoli šel, ampak verjeten edino, če me je kakšna stvar res zmotila, da sem pač šel do trenerja, pa rekel, to se mi pa ne zdi v redu. Ok. Gremo zdaj midva na to vse, ko smo že začela, malo analitika, kondicija, statistika in vse ostalo, ne. Koliko ti gledaš še danes na vse te parametre, preden smo začeli, smo šla v oddajo, ne, sem ti tudi rekel, da lahko malo za Poljsko pogledaš. Ne vem, če še manj kje, ne, si rekel, bom pogledal. Ampak na začetku verjetno ti je zelo veliko pomenilo vsi ti podatki. Si verjetno bil zelo hiter na Instatu ali ne. Pa GPS, da si dobil podatke, koliko si tekel, česa in tako naprej. Koliko ti je bilo na začetku užitek breme, pa koliko to danes gledaš, rečemo, na te stvari? Pa ja, to je bilo sigurno, mislim, to je takrat šele v bistvu vsaj pri nam prihajalo šele te GPS-i in stat zadeve. Tako da mislim, da si je to vsaj dobro pogledati, videti, kje si, ampak neki prevelike teže temu posvečati, saj kot igralec, ne vem, koliko ima to kaj smisla. To rečemo tebi, ni pomemben podatek, koliko žog si igral naprej, stran nazaj, recimo, kot tako. Ja, definitivno se pravim, ampak se mi zdi, da je pač na koncu lahko ti podaš, ne vem, ogromen žog naprej, pa so to mogoče neke podaje, ki ima igralca na hrbtu, ne. Pač ko, se mi zdi, da moraš gledati bolj, da več odneseš od tega, če pač si pogledaš svojo tekmo, pa daš kamero sam nase. Si bil kdaj tudi kaznovan zaradi tega, ker si premalo pretekel ali imel premalo tempa ali kaj tega? Ne, to ne. To jaz ponavadi nisem. To nimaš ti problem. Koliko imaš povprečje, koliko si imel povprečje, ko si jih spremljal pretečenih kilometrov na tekmo? Pa skoraj vedno je bilo čez 11. No. Čez 11. Tam med 11 pa 12 je bilo po mojem neko povprečje. Kaj pa high intensity, ja? Kaj pa vem, no. Do Jurija, tako med nekje, kaj pa vem, okrog 1000. Kje si pa največ, rečemo pri laufu? To se pa ne spomnim. Kilometrinsko? High intensity, ja. To ne veš, kaj pa kilometrov? Pa dobro, jaz v finalu pokala proti Mariboru, ampak so bili podaljški. Aha, ok. Ja. Koliko si pa naredil? S podaljški vred? Ti se bilo pa neki čez 15. Trde noge že pol. Ja, mora. Pa še penale, bo treba še tudi. Ok, midva smo zdaj v drugem polčasu, že tako da veš, okay. Ne. Brez pauze šiva naprej. Zanima me zdaj tujina, ne. Ti, bomo rekli, si pozno šel v tujino, niti bilo iz mojega vidika tudi ne, niti potrebno. Maribor, Evropa se igra, se pravi, reprezentančne tekme imaš. Če gledam tako iz tega razvojnega, je vse ok. Zakaj Ciper, pa kak je prišlo do Cipra? Glede na to, da vse
bi mogoče pričakoval kakšno drugo ali pa močnejšo ali pa bolj priznano ligo, no, tako bom rekel. Ja, v bistvu, jaz sem imel pač takrat željo, da grem. Je imel Maribor tudi željo, da greš počas? Ali... Ne, takrat sem s športnim direktorjem pogovarjal o podaljšanju, ampak jaz sem njemu takoj povedal, da tukaj ne gre glede česarkoli financ oziroma itd. Pač to je moja želja, to sem čutil v sebi in bi se toliko po glavi, če ne bi šel. In pač takrat sem, ja, nekako pač so bile različne opcije, ampak ta za Ciper je bila v bistvu najbolj konkretna, no. Pa tudi... Kaj pomeni konkretno? Na kaj si ti bil pozoren, ko preden si šel? Ja, jaz sem prvo kot prvo sem hotel, da mi pač tisti, ki me hoče, da me res hoče, ne. Da to ni, da jaz tam pridem, ne vem, preko česarkoli, da me hoče trener, da me hoče klub in da pač vejo, da so me spremljali, da vejo kaj, kako. In v bistvu Ciprčan je bilo tako, da je pač sem dobil vse te signale, da pač ja, da sem res želijo, da hoče ta tip igralca in sigurno je veliko vlogo tudi odigralo to, da je pač šla familija z mano in da sem tudi za njih hotel pač, da to je bil dogovor s klubom, da lahko prije zraven, okay? Za familijo? Ne, mislim to, pač jaz sem vedel, da bojo šli z mano in glede na to, da je bil Lan takrat star 5 mesecev, Zala 2, Glih je dopolnila 2, tako da sigurno sem si želel nekaj, da bojo tudi oni uživali v tem. So otroci spali? Kaj? So otroci spali po noči? Dost. So bili okej. So bili okej. Tako da, ja, no, in takrat, ki je prišel do tega, sigurno je bil tudi velik plus. Velik plus je bil tudi to, da se na Cipru govori, da je angleščina uradni jezik, ker je to bivša kolonija, da bo bilo tudi pač ženi lažji, karkoli bo bilo treba urediti tudi meni, ne. Tako da ja, še Popovič je bil tam, so se slišala, mi je pač povedal te stvari, ki sem jih mogel vedeti. Tudi za ligo, kakorkoli jo pri nam jo dosti podcenjujemo, jaz mislim, no. Ampak... Se vsi, ko so dol, da ne bo pomote, ne? Ja. Zelo hvalijo ligo. In glede tempa, in glede kvalitete igre, in vsega. Res. Je pa zanimivo, ne, da pa mediji pa niti ne dajo pozornosti in potem tudi, ko mi, ne vem, grejo 4 reprezentanco, ko igramo s Ciprom, ali ko mi dobimo kak klub iz Cipra, to moramo iti čez, ne. Imam sam jaz tako občutek, a imaš ti isti občutek, ne? Ne, ja, definitivno, prej sem bil tam, definitivno. Ja. Ampak, ne vem, če pogledamo samo prejšnjo sezono, v Evropi so 3 njihovi klubi igrali Evropo, ne. 2 v Europa ligi, pa 1 v Conference League, ne. Že to ti dosti pove. Tako da, ko sem prišel tja, pač se mi je to vse potrdil, da je to res neka resna liga, ki pa, kot si rekel, medijsko zelo malo spremljana. Se mi zdi, da tudi zato, ne vem, ko so moji hoteli gledati kakšne streame mojih tekem, ne, na Cipru pač ne najdeš. Pač ni, ne. Tu, če hočeš gledati highlights, je vse v tisti njihovi abecedi, drugi. Se pravi, ti napišeš anortosis, omonija, ne gre, ne. In dejansko so lahko, vsaj oni spremljali moje tekme, sem tako, da si imel ta pay-per-view, ne. Oziroma, jaz sem pač kupil ta ciprski nogomet, da sem lahko vse tekme spremljal. In dejansko drugače ni bilo opcije, da bi gledali tekme. In se mi zdi, da tudi mogoče to je ena stvar, zaradi česa liga ni toliko spremljana, no. Je pa definitivno pač, kar se tiče individualne kakovosti igralcev, tudi na višjem nivoju, kot recimo Poljska. Okay. Preden si šel, kaj vse si se pozanimal, preden si šel dol? Zdaj, glede na to, da si imel familijo zraven, verjamem, da saj malo več te je zanimalo glede mesta in vsega ostalega, ne? Ampak šel sem premalo. Ja, zdaj, če bi šel še enkrat, bi vprašal še 500 drugih stvari. Ja.
Definitivno. Ker to je tudi en od teh namenov. Ne? Ker moram reči, da zaenkrat vsi prvič, ko so šli v tujino, Isak povej, ne, to je ono. Pa ja, meni je bilo sam, da je cifra, tako oni tam mladi, ne. Ja. Sam, da bom igral, sam, da je v redu klub, ne, pa prideš pa dol, pa ugotoviš, da bi bilo fajn, koliko ste rekel, jezik, ok, pa kulturne zakonitosti, ki jih imajo, način komunikacije, kje je mesto, kak je razvito mesto, kak je klub, kak je ono. Ja. Kaj bi zdaj te zanimalo, pa si pol ugotovil dol, da bi bilo dobro, da bi te zanimalo? Ja, definitivno bi me bolj zanimali, kakšni so pač te, kakšen je trening center, no. Ker jaz sem prvi tja, to je bil res šok. Zakaj? Dej malo. Pač to je v bistvu, tam je ta trening center, sicer smo imeli 2 igrišča, ampak drugo igrišče je bilo glih to, da si lahko ogrevanje naredil gor. No. Mislim, sicer ni bilo slabo to naše trening igrišče, ampak to, mislim, fitness je bil star 20 let, se ni naredil, ama ništa tam noter. Ne vem, s kondicijskim, ko sem se pogovarjal, je rekel, ja, ma sej to, kaj je novo, sem itak jaz skupil, tako da to nič ni bilo od kluba. Tako da, garderoba, taka mejhna, pač, ti ne vem, pač, to res nisem, no, to se res nisem pozanimal, poprašal, ne. Od kje so pa trenerji bili? Takrat je bil glavni trener pa pomočnik je bil Gruzic, ostali so bili pa Ciprčani. Način treniranja ti je bil ok? To je pa druga zgodba, ja. Kaj, to je ona, a to je poluna, tudi to bi se mogel pozanimati. Ruska sistema, ali kaj, ha? Priprav pa tega. Ne vem, kaj z njim nisem dal priprav čez, jaz sem v bistvu prišel sred prvenstva. Tako da, tudi to je bila slaba odločitev, zdaj, ko gledam nazaj, da sem jaz v bistvu, mi smo tukaj nehali, mi smo bili na začetku priprav, v Mariboru, in greš na Cipr, ker je sezona poln teku, ne. Meni je bilo to težko, no. Ker si brez baze in greš direkt v tekme. Tudi pa se mi je zgodila poškodba čez mesec pa pol, nekako logično. Nažal, ja. In ja, tudi to stvar, no. Drugače pa glede treninga. Kaj, no, da je pa to me zanima. To je bilo pa. Kaj, ciklizacija sama, vsebinsko na treningu? Mak se ni bilo ciklizacije. Ni ciklizacija. Ja, vse glih to, no. Tukaj v Mariboru si bil navajen nekih stvari, per kotih se stoji tako, imaš prekinitve na 10 listih gor. Tam je bilo pač, ja, ti si na štangi, ti si na 5, ostali pa imate igralca. Aha, to je to. Dober. Koga pokrivamo? Pol je bilo... A si dvignil roko, which number? Kaj bomo pressing, kaj gremo nazaj v drugo cono, se postavimo, pa se boste videli. Mislim, sam je pa res, da imaš pa toliko, mislim, saj naša ekipa je bila toliko izkušena, da dejansko je nekako to dobro izgledalo, zato ker so pač igralci zato vsega dali čez, mislim, ne vem, kakšna je bila poprečna starost, ampak jaz sem, ker smo igrali ševo, sem šel noter s 30 leti, ne. Tako da je bila stara ekipa, ne. Tako da v bistvu on ni kaj dost, ni analize. Ta ekipa je prej bila že skupaj, preden si dol prišel, pa ta trener. Ker oni so eno leto predtem so bili pokalni prvaki. Ja, in še igral so Conference League pol. Ja, ampak dejansko je bilo to kvaliteto v ekipi, da je to šlo vse čestno. Vidiš, ne rabiš trenerja, ne? Malo se šalim. No, mislim, se meni ni bil to toliko problem, koliko je bilo vse drugače, koliko sem bil navajen. Ampak koliko je pa pol, ko si rekel kondicijski, ne? Zdaj, koliko sem jaz razumel, kondicijski je nekaj vedel, za kaj se gre. Koliko je pa on pol v bistvu gledal na celoten proces? Ne, se je bilo to, da niso pretiravali s treningi pred tekmami in to, ampak dejansko smo imeli pač, ali smo igrali 5-5, 6-6, 7-7, kolikor nas je bilo, ali smo igrali čez celo 11-11, ali je bila pa ševa. Jaz ne vem, če smo kakšno drugo vajo delali. Se pravi, ono... Ja, ali pa pred tekmo je bil pa pač Neki prehodi, uigravanja, tega ni bilo. Small-sided games, kaj je to?
Ne, pa tudi nobenih zahtev, ne vem, imaš 2 dotika ali pa karkoli, to je bilo, ker skozi je bilo prosta igra. Tako drugače, da me je šokiralo. Okay. Ampak zdaj, ko si po tej izkušnji, ne, pa si bil nezaželen, pa da nama zavlačevala vsega, ne, verjetno se je pač lastnik in vse ostalo zamenjalo in potem ena garnitura gre. Ja, se to je na Cipru klasik. Dost, ja. Ni na Cipru, ampak žal na Cipru, ker sem zdaj, vem, večkrat, ko mogoče kje držim. Ja, no, tako. In ko prije športni direktor, potem se to vse zamenja, ne. Nov trener, novi igralci. A si se zdaj, ko šel na Poljsko, kaj več pozanimal? Ja, definitivno. Čeprav je bilo pa spet tok na hitro vse, ampak ker je bil zadnji dan prestopanega roka. Ampak ja, definitivno, tukaj sem imel pa še Erika Janžo, ki je bil že tam, ker je bil tudi kapetan in vse. Ker jaz pač pošteno, ne, se pravi, Gornik, Zabreže nam nič ne pomeni. Ne. Ja. Kaj to pomeni pa na Poljskem, prvo, če nam poveš? Ne? Ogromen klub. Velika tradicija. Ja, ker jaz sem bolj gledal, ne, da je to, ne vem, 13-krat državni prvaki, 14-krat, ali 14-krat. Ciprčani so bili 13-krat, ti pa ne vem kolikrat, ampak je to bilo kar dost za nazaj so bili to Poljaki. Ne? Se pravi, zdaj v zadnjih 20 letih tega niso, vmes celo spadli vmes v nižjo ligo. Ja, vmes, ja. Pa so se zdaj vrnali. Ampak kaj zdaj, mesto je, kolikor sem izgledal, rečemo malo manjško Ljubljana, ne? Zabrže? Ja. Zabrže. Ja, po številu prebivalcev. Ja, po številu prebivalcev. Ampak drugače pa to je bivše rudarsko mesto zelo bogo zdaj. Aha, finančno je slabo. Ja, tudi infrastruktura zelo slaba. Stadion je pa kak? Je pa zelo lep. Zdaj ga v bistvu dokončujejo. Koliko ljudi gre gor? Zdaj, dokler ker ta še ni zgrajena, ta zadnja tribuna, ki bo povezala v bistvu stadion, do zdaj je bilo, meni se zdaj, nekaj čez 21 000. Zdaj, ni to, pri nas nimamo to kolikega stadiona. Ne. Ja, tako da, ampak ja, je pa ta šlezijska regija, to je vse tako blizu, mislim, igralci večinoma živijo v Katovicah, ker je pa še 2-krat večje mesto. Tam je pa zelo lepo. A ti si tudi v Katovicah živel? Jaz sem bil pa še v enem vmes med Zabrže pa Katovicami, je bila Šventoklovica. Ja, no, pač Poljsko si se naučil? Ja? Poljsko si se naučil? Razumem dost, ampak govorim pa te osnove. Okay. Ja. Kaj vse si Erika zaslišal, preden si gor šel? Pa ja, predvsem glede trenerja, to je bilo prvo, ker sem se nekaj naučil. Ja, glede ekipe, kako se njemu zdi, kako bi lahko, kako se njemu zdi, da bi jaz pasel noter, ker sva igrala skupaj tudi tukaj pol leta pa v mlajših reprezentancah. Tako da veliko več informacij sem imel, no, kot pa takrat, ko sem šel na Ciper. Pa je bilo pol to tako, kot sta se pogovarjala? Ja. In je bila boljša izkušnja, ali kaj? Ja. Ja, definitivno, no, glede tega, ja, sam sem bil pa jaz slab. Na Cipru sem dobro igral, pa je vse tako bilo mislim, ja. Pa zakaj misliš, da si bil slab? Pa, ne vem. Gor si imel ti samo 1 leto pogodbo, ali kaj? Ja, 1+1. 1+1? Ja. Pa niso podaljšali, vprašal? Ne. Ne čudenega. Ne vem. Težko reči, ampak dobro, bilo je tudi to, da nisem naredil priprav, ker sem pač treniral posebej 2 meseca, preden sem se tukaj priključil. Poljaki so po pač GPS staciji videli, da sem pripravljen, zato ker pač imam to naravno ok, lahko da slaufam pač. Ampak itak, ko pride tekma, to je čisto nek drug ritem, druge zadeve, ne moreš iti s treningom, pač lahko se približa, sam ni isto kot tekma. Se mi zdi, da mogoče prvih par kol je še šlo, pa sem pa začel malo padati. Misliš, da za tega, ki si bil slabo pripravljen, pa te je zabil? Definitivno tudi to. Pa je težko nazaj priti v ritem? Definitivno tudi to, ja. Plus to, valjda pol, ko pač predstave niso na nivoju, pač sem bil tudi na klopi, pa sem pa iz klopi prihajal več ali manj.
Tako da, ja. Povej mi, kdo je bil trener? Bartoš Gavl je bil. Pravi Poljak. Ne, on je Nemec, ampak on je Nemec. v bistvu je imel, Na meji. govoril je polsk, no. Sicer je bil pa Nemec, ja. V bistvu verjetno tu na meji, ne? Ja, druga ekipa Mainza je imel prej, no. Aha, ok. Ja. Treningi zadovoljen. Treningi, ja. Treningi so bili pa, ja, pač nemški stil. Sam intenziteta, pressing, gremo po celem igrišču, gore, dole. Center dober? A? Center dober? V Zabrzu? Ja. Ja, ok. Podoben kot v Mariboru, samo da imajo še 2 igrišča več. Aha, ok. Ja, pa eno je segrevano, zato ker tam je pozim tako mraz, da drugače ne mogo trenirati. Ni šans. Tako da imajo eno pač to prvo igrišče, ki je za trenirati. V bistvu se tam polet sploh ne trenira, zato ker ga šparajo za zimo. Imaš pa še 2, pa možno, dobro. Tako da ja. Kakšna specifika glede načina treniranja Poljakov, ki je nam ful tuja? Ne, se v bistvu mi smo imeli Nemca, no. Ok. Ja, tako da se mi zdi, da je to bila bolj nemška šola. Pa si ti doživel kaj dosti razlike napram temu, kar si ti bil navajen v Sloveniji, rečemo. Da ne bomo s Ciprom zdaj primerjali. Ja, ne, več intenzitete, več sprinta, vse v nekem duelu, zelo majhni prostori v igralnih oblikah. Mogoče celo premajhni za karkoli, ampak samo to, da se doseže intenziteta pa duel. Kaj to pomeni? Mali prostor, ne, pa število igralcev, koliko je bilo? To je bilo res majhno. Ne vem, zdaj ne vem točno, ampak tako, da bi rekel, mogoče pretiravam, ampak 15x15, 2 gola, 5x5 z offsideom. Ja. To v bistvu, to lahko rečeš praktično polovica 16 igrišča ali kaj, ali Ja. še manj. V bistvu tako nekako, no. Pa 5x5 noter, 5 na z offsideom. Z offsideom. Sredinska linija povleče. Kak je pa gol? A? Kak je pa gol, velikost gola, normalen gol? Normalen gol, ja. To je sam pokal, pa ali kaj? Sam pokal. Ja, Ja, pa sam ritem čez teden je bil precej drugačen kot, rečemo, si bil v Mariboru Sam ritem navajen. je bil pa zelo podoben kot v Mariboru. Se pravi, sobota tekma, naslednji dan regeneracija, Ja, ponedeljek dan prej. prost, Ja. potem pa štartaš, prvo uvajanje, hitrost. Ja. Pa Četrtek regeneracija. Ja. Koliko je bilo pa fitnessa, kaj? To so mi vsi govorili, da na Poljskem, da se gre Vse, pa... zato me zanima. Ne, Ja, ampak mi nismo imeli pa... Kurun je rekel, da je umrl. Ja, vse več ali manj tudi te ostali so mi govorili, da to, če imaš Poljake, da je to. Ampak mi smo imeli kondicijskega v bistvu Meksikanca. Meksikanca. Ja, v bistvu je imel, njegova mama je bila Poljakinja, njegov oče pa iz Mehike, tako da on je živel v Mehiki. Ampak ima bolj mehikanski značaj. Tako da je bil bolj vse žogo, bolj... A tudi kondicijski je žogo pol delal, kaj? Ali misliš? Fitnessa ni bilo toliko. No. Sicer ga je ta trener nemškega je hotel imeti, pa smo ga delali, ampak to ni bilo čisto. Ni bilo veliko teži, bolj več ste delali, verjetno pol z lastno težo. Okay. Ja, pol, ko je on dosegel svoje. Ja. Ko je prišel nov trener Poljak pol, ko je on res ta del kondicijski prevzel čist on, smo delali samo z lastno težo, več ali manj poskoki, pa pol pospeševanje ali pa z elastikami, kratki šprinti. Uteži zelo malo. Protokol pa tako dosti podobno, kot je pri nas. Se pravi, imaš une pol ure za sebe, pa pol skupna aktivacija, pa pol ven na igrišče. Ja, mislim, da te skupne aktivacije ni bilo. No. Aha, skupne. Ste imeli kar individualno, ali kaj? Ja. Ja, kaj pa pol ogrevanje od zunaj? Ste še kaj ogrevali? Ja, to je. Ker rečemo, meni je bilo zanimivo, Elzner Luka, v Domžalah je, zato pravim, pol ure prej sami, da so jih navadili, so se igralci sami ogrevali. Ja, se pravim, Poljaki glede tega so ful pač skrbijo za sebe. Igralci kot taki. Ja, igralci, ja. To je bil poln fitness kos. Aha, si se ti tudi pol priključeval? Ja, jaz si tak to imam že iz tukaj. Zdaj ti je to rutina, se pravi ti brez tega. To je meni že dolgo.
od Celja naprej. Od Celja naprej, od tebe pa tvojih valčkov ob 6 zjutraj. Pa se še zdaj valčkaš. Ja. Zdaj si še pištolo zraven dal, ne? Imam pištolo. Vidiš, vse je dobro prišlo, ne, pol na konec. Ok, zdaj, koliko je te pol neka rutina, da zraven delaš, če gledamo danes, tem pol še malo za nazaj, za Poljsko sproduciral, ampak si me zdaj ti malo tu dal, da ob tem, kar je rutina treninga na igrišču, ne, ali pa ne vem, v klubu, da ti še sam zraven delaš. Ja, definitivno. Nujna. Kaj ti delaš? Rečemo, če gremo zdaj od ponedeljka do vikenda. Ja. Zdaj ti, ne vem, a v Mariboru ste še obdržali po tekmi regeneracija ponedeljk? Ja. Ker vem, da je Damer razmišljal, da bi zdaj, odkar sem se vrnil, je bilo skozi tako, da je po tekmi regeneracija. Jaz jih nočem videti po tekmi. Nočem videti, to ni pa mene, ne. Zato pravim. Edino zdaj po Rogaški nam je rekel, ne moram vas gledati 2 dni frej. To je bilo prvič zdaj. No, vidiš. Ja. Ker je rekel, spomnim sem še adrenalina, jaz težk, ne. Ja. Jaz rabim prespati. Ja. Meni je boljš pol, pa kar grem takoj zapeljem v trening. Ja. Ok, ampak se pravi, kaj je tebi zdaj, če gledamo, sobota tekma, nedelja imaš regeneracijo, že v nedeljo kaj sam delaš? Ali pa že takoj po tekmi kaj sam delaš? Takoj po tekmi probam, če je čas, pa mislim, sploh če so domače tekme, pa da niso ekstremno pozno, probam narediti malo moči po tekmi, če ne igram. Moči, ok. Ja. Kaj pa če igraš, pa ne? Ne. Ok. Če ne igram, sam na kolo za 20 minut, da gre to malo. Pa to lahko narediš kar tu v klubu, ali kaj? Aha, ok. Ja. Imaš kondicijskega, gre s tabo, ali delaš sam? To grem sam. To je že ono. To vam celo rad, da grem sam. Če ne igram. Ker nisi igral, ne? Ok, razumljivo. Pa pol naslednji dan, regeneracija, priješ zraven in tako ti delaš pol svoj program, če ne igraš, če igraš je pa regeneracija, ne? Če igram je regeneracija, če ne igram, imamo itak trening, ki je ponovadi kar kompenzacijski, tako da se gre in ja, tam kaj dosti, razen tega, da naredim preventivo pred treningom, ne, to ne. Frajdan je frajdan, tudi za tebe. Frajdan, odkar so otroci, definitivno. Definitivno, kaj to pomeni? To je dan za njih. Izleti, igranje. To je dan za njih. Ati je na voljo. To je edini dan, kaj je za njih. Ja. Vse drugače pa tudi popoldne ti dosti uspe, ne? Ja, definitivno. Se to glih, to se, mislim, pač definitivno so ti ta mali prioriteta, saj meni. Tako da sem tudi pač žrtoval neke stvari v nogometnem smislu zaradi njih in niti malo ni žal. Tako da... Kaj je to najbolj? Ja, pač, ko so bila še sama, ko sem bil sam, pač sem velikrat šel tudi drug trening narediti. Zdaj pa več redko kdaj. Okay. Torek imate v klubu ponavadi 2? Ali imate enega? Ne, enega, danes. Vse to recimo, ja, danes, zjutraj trening. Ja, popoldne prost, delaš kaj sam? Ponavadno, mislim, danes recimo je bil trening, smo imeli trening, pač neki taktike, neki tudi igre malo in na koncu moč. Tako da po moči se probam izogibati kakšnih raztezanju pa tega, ker baje ni dober. Si se pozanimal, zakaj ni dober? Si se pozanimal, zakaj ni dober? Ja, ker so vlakna tako in tako že pač mikropoškodbe in jih ti sam še povečaš, če se razteguješ. Da bojo drugi razumeli tudi, veš. Ja. Veš, koliko je dober, če ti veš, kaj se dogaja, kaj pol paziš na detajle. No in v glavnem... Sreda? Ne, in pol v torek, recimo danes zvečer stretching. Zvečer lahko. Zvečer pa lahko? Ja. Valček tudi? Ja. Ok. Valček stretching. Naprej, sreda? Sreda je ponavljati tak ta udaren trening, tako da... Small-sided games, kjer vas ubijamo. Ja, je treba biti pripravljen, se je treba dobro pred treningom pripraviti, da... Imaš vsak trening isto rutino pred treningom? Dosti podobno, no. Čeprav se mi je v zadnjih letih dosti spremenila. Kaj to pomeni? Ja, zaradi pač prihajaš od malo v leta in te zadeve včasih je bilo gremo, ne? Zdaj pa pač te neke male stvari, ki me motijo, kar vem, da
je treba mogoče kakšno preventivo več narediti. Pač se bolj temu posvečam. Se pravi, imaš še več, ne vem, valjčkanje, raztezanja, Več, aktivacije, že sam, več mobility. pa imaš rad rutino ali imaš rad, da se ti spreminja, pa imaš kajega kondicijskega zraven? Pa dobivam ideje od kondicijskega, definitivno vsake toliko časa, ampak tudi sam dosti stvari, vse se že vse najde na internetu. Ja. Pač iščeš stvari. Okay. Ja. Koliko časa porabiš ponovadi pred treningom za sebe? 1 uro. 1 uro? Zdaj že 1 uro? 1 uro, ja. Imaš kaj, slušalk, si samo v tišini? V fitnessu vse pridejo svoji igralci zraven, pa radio imamo ali pa kdo Bluetooth naštima. A rab še kdo več kot ti, ko 1 uro? Tak, je jih par, ja, kar istočasno ali pa še kdo malo prej pride. Aha, okay. Max pa Buco, Mandolin. Aha. Ja. Skrbijo za sebe? Skrbijo. Okay. Se pravi, pol sredo imaš udaren trening, kaj to pomeni popoldne zate? Probam počivati čim več. A imate tu ledene kopeli, pa to kaj? Ja. So obvezne ali so po želji? Po želji. Imamo ledene kopeli pa kriosavno. Jaz grem ponavadi kar v krio v sredah. Minuto, 2? Ne vem, koliko je program. Mislim, da je 150 sekund. Aha, ok. Nekaj tazga. 3 minute, koliko res vem, ja, nekje. No, mislim, da je... Koliko imate pa minusa? Pa gre tam do ene, odvisen, no, koliko kdaj, ampak tam okrog 100 do 180 gre. Koliko se pa počutiš ti po kriosavni? Dober. Se mi zdi, da mi pomaga sploh pri spancu. Aha. Ja. To mi je zdaj zanimivo, ko smo delali eno oddajo za dihanje, doktor Hosta, pa je tudi ledene kopeli, mislim, on gre v one jezera, 0 stopinj, 2 stopinji ali pa minus, ne, voda. Pa je rekel isto, ne, da do minute je ok, če pa dlje, pa pol popoldne telo zahteva pauzo, spanje, regeneracijo, rečemo mu, ne. Ja. Popoldne ti imaš tudi te dremeže, pa to, popoldanske. Ja, probam, no. Čeprav ne grem vedno. Kdaj, ko sem res, če sem res utrujen, rečem, daj pa pol ure me pustim, da grem. Ampak drugače pa probam biti tam mali, mislim, vse to ti ne jemlje energije, če ne drugi. Kje imaš pa zdaj ti fitness pol to za sebe noter? Glede na to, da zdaj mi nisi razen po tekmi si rekel, če ne igraš, greš v fitness. Tu vmes noter, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, je fitnessa zraven? Pa naredimo to močno, tako kot smo jo danes delali, že z kondicijskim. Je to itak noter in ne rabiš ti dodatno? Ja, mislim, da zdaj v tej starosti ne. Mislim, da je to dovolj. Tudi velike kile pa to, za aktivacijo pa to? To pa še pred tekmami. Pred tekmami ampak nisva še bila pri petku. Nismo še bila pri petku. Ok, četrtek. Četrtek je regeneracija. To si jo tudi jaz tako vzamem. No. Pustiš, da telo obnovi. Ja, več ali manj, ja. Petek. Petek to, kar je navaden trening. Pa odvisno. Tukaj imamo zelo velikrat aktivacijo zjutraj na igrišču. Tako da, če tako je ne delam... Imate uteži tudi na igrišču? Ne, to ne. Aha, to pa ne? Ne, ogrevanje, prekinitve ponavadi, tako da kaj tazga, no. Ampak, če pa ni, pa naredim v petek po treningu. Pač malo ponovitev, velike kile, velika pauza. Soboto pred tekmo pa ne prakticiraš tega. Če je zvečer tekma, ko to vem, da če je tako nekje popoldne, zato, ker imamo igralci, ne. Ja, ker imamo tako in tako aktivacijo že v klubu. Ja. Tako da ne, mi je čist dost. Mislim, če imate v soboto večerno tekmo, vi zjutraj naredite v klubu, ok, ali ne? Trening, ja, ampak ponovadi se tako ga pravim. Ogrevanje, bolj prekinitve, mogoče kakšne taktične zadeve. Ok. Kratko. Kaj pa druge vsebine? Imaš kaj? Si, rečemo, zdaj karikiran. Vemo, da Giggs, ko je zaključeval kariero, zadnje 3, 4, 5 let, mislim, da je bil, ali ne vem, cisto, ki je igral do 40. Ne spomnim se. Kdo?
Ne. Mogoče se bom kasneje spomnil. Sta rečemo prakticirala, vem, da je jogo zelo velik. Ne? Se kaj nagibaš tudi na kaj tajega, na kako... Ja, to... Si kdaj ugotovil, da bi rabo kako meditacijo mogoče? Ugotovil, da si razmišljal, bom tako rekel. Ja. Kaj psihologom vidim, da ne delaš, ne? Sem delal, ja. Si delal? Ja. Zdaj Na Poljskem. Na Poljskem. Ja. Ker ti je klub dal? Ne, ker sem sam hotel. Ker si sam hotel. Ja. Zdaj pa ne delaš več? Bi znal spet, ja. Ampak ne zato, ker ga pač se mi je zdelo, da bi ga toliko neki nujno zdaj le rabo, ne zato, ampak se mi zdi, da je pač vse je koristno, sem se dobro počutil, no. Ker so neke take stvari v nogometu, ki jih ti težko deliš s kom drugim, ki ni v tej stroki, no. Pač domači tvoji ti lahko do neke mere to pomaga i čez, ampak ne vem, se mi zdi, da neke stvari pa vsem z nekom takim dober prediskutirati mogoče. To je moje osebno mnenje, ne, da te vzporedna znanja ali pa znanosti, ne, jih mi dost zanemarjamo. Ne. 20 let nazaj, če je kdo imel individualnega kondicijskega trenerja, kaj to rabimo. Ne. Žoga se igra, ne vem, ti rabiš žogo, ne rabiš ti laufati. Ne. Tako v tem stilu. Ne. Zdaj se mi zdi, da tudi ta psiholog počas prihaja zraven, tudi meni je malo želja, mogoče, da bi se ta mit razbil, ker to je za mene samo še en dodaten trener, tako bo mogoče analitik, tako bo mogoče nekdo drug, ne. Ja. Zaradi tega, da ti si boljši, ne. Ker so pa tako, včasih so malenkosti, ko ti pomagaš za to, da ti narediš korak naprej, ne. Zato tu v klubu itak imaš Jasmina, imaš Handanovića, ne. On je sam povedal, ne, njemu se je karijera tudi zaradi Mitje, ne, zaradi Mičeta, Piriha podaljšala, ne, ampak rekel, ena od stvari je bil tudi, pač, da si je on poiskal Tuška, on je pač z njim začel delati, ne, zato da mu je določene stvari naredil v build-up, zato da je lažje določene stvari ali treniral, ali se soočal z njimi, ali veš, na tak način. Ja. Ker na koncu, zdaj, če jaz gledam, ne, ti si za mene v top letih, ne. Zvraj 31 let, kaj češ božga, ne. Pač normalno vsi nihamo gor pa dol, ampak ob nekem, glede na to, kako imaš zdravo telo, nisi imel veliko poškodb, niti tako, ne, še vedno lahko igraš 7-8 let in to na top nivoju, ne. Pravi pač, zakaj ne bi poiskal neke dodatne vsebine, ki ti bodo, zato malo tako sprašujem, ne, smo pa pravim, ne, včasih me kdo presenet, ne, zdaj imam malo daljši monolog, ampak sen, koliko je bil Eti, ne, ko je rekel, ko sem križno strgal, prvo sem klical psihologa, zato da mi je, ne, ali pa ne vem, zanjič, ko smo bili gor v Gracu, pri Jonu, Goren Stankoviću isto rekel, ne, meni so ga dal, ne, se jaz ne rekel, da ga ne rabim, rekel, se pol ugotoviš, ne, da oni vejo, zakaj so mi ga dal, ne, pri nas pa se mi zdi, da je to še vedno tako malo tabu, določene vsebine, ne, ker je pol procent tu, procent tam, ne, 5% bi pa verjetno bil mogoč zelo v prvi postavi, ne, karikiram spet, ne. Ne, ja, jaz se s tem čist strinjam. Jaz mislim, da karkoli, ki te lahko izboljša, je več kot dobrodošlo. Je pa res, da je pač to tudi, je treba veliko vprašati poslovne direktorje, ne. Ja, pač ko je, ne, vsaj pri nam, če rabimo, glede financ. ali boš ti mogel sam pač poskrbeti. Ja, ne, ampak pri dosti teh stvareh, ampak zdaj, koliko pravim, se mi zdi, da koliko se, recimo, ko so glih pri psihologu, da je to neka v tujini pač ustaljena praksa. Se mi zdi, da ga malo vsi pomajo. Ja, mi, ko smo snemali, meni je bilo zanimivo, rečemo, da ko smo snemali v Zagrebu, ne, nogometno šolo, oni imajo, rečemo, že absolutno noter, mislim, imajo 2 sta redna, pa še imajo zraven pol, ne. Se pravi, da že mlajše igralce pripravljajo na te stvari. Ja. Vem, da v Domžalah, ko je Rožman deloval, ne, pa Elzner pred njim, ne, je bil ta Leš Vičič, pa še 3 zraven, ne, ki so delali. En je delal z stafom, 3 so delali z igralci, ne, in takrat tudi Domžale, rečemo, so imeli prvo gor so šli, pa še veliko igralcev so potem tudi prodajali, ne. Tako da je veliko pozitivnih stvari zagotovo in je to ena od stvari, ki
bo zagotovo v prihodnje tudi. Ja. A na Poljskem so ti ga porinili ali so si ti sam želel delati z njim? Ne, jaz sem si sam želel. Pa si šel kaj, do trenerja? Ne, jaz sem si sam ga vzel, svojega. A svojega? Ja. Poljaka? Ne, Slovenca. Ja, ker to se mi zdi, da skomunicira take stvari, je najboljši v svojem jeziku. Kako sta pa pol vidva Na videokol. na videokol? Ja. Si dobival naloge in tako naprej? Ja, Je bila težka borba sam s sabo, da si se odločil v to ali si naredil takole? ne vem. Ali ti je kdo svetoval? No? Tako, Ne, to sem jaz sam pri sebi sem pač začutil, da mogoče je pač tak čas, da bi tudi to rabil. Oziroma to probo, če ne drugega. Pa kje si videl glavne razlike, no? če tako rečem? Pa takrat je bilo, mislim, jaz sem bil itak v taki situaciji, da nisem igral, ne, in mi je bilo, pač, ful mi je bilo težko, no. In v bistvu sam nekako mi je bilo, tega še nisem doživel, da mi je bilo težko, je bilo iti na trening, ne. Nisem več pač našel niti nekega veselja iti tja, zato ker se mi tako zdelo to vse pač brez veze, da se lahko razbijam klepa, ne vidim smisla in nekako mi je pol on pomagal mogoče videti nek smisel v tem, čeprav tudi še naprej nisem nič igral. Aha, ja. Ampak mi je bilo vse veliko lažje. Kaj ti je pomagal, da se neke cilje vmes ne Ja. postavljaš, pa Ja. neko končen cilj za to, da boš potem. Ja, Pa bi to zdaj, rečemo, tudi drugim svetoval, tako, če bi rekel? ja, definitivno. Zlahka, Ja, mislim, zakaj ne, no, mislim, vse ti lahko sam pomaga, se mi zdi. Vse spet, a ne. Veliko ljudi je tu, ko jaz mislim, da so nujni. Ne. Mene je najbolj zanimivo tudi v klubu, če boš s kom se šel pogovarjati, mislim, če sem jaz trener, pa da imam stav, ne, za mene en ključnih mi je verjetno ekonom, ta drug ključni mi bo pa verjetno fizioterapeut. Ne. Ker z njimi igralci največ komunicirate, govorite. A ne. In zdaj, če imaš ti ekonoma, ki te zna, ne, in tudi ko priješ ti tako, ne, kaj je vrle, pa tako, da si ti doma, da si rad, ne, na klubu je zelo veliko. Tam, ko ste pa na mizi, ste pa itak, ko pri terapeutu pa... Ja, ni res, no. Ja. A ni res, ne? Dobro, ja, ampak malo je drugače, ne, ampak vsem si sproščen, mislim, sploh, ko imaš kakšne one hlače gor ali pa kaj tajega, ko te pa stiska ven, pa prečno frikcijo dela, ne, tam pa ne uživaš. Ja, tam ni fajn. Dober, ja, ampak imaš prav. Tako da tu so ti oni, a veš. Ne. Ok, jaz sem rekel, če bi zdaj, ker smo že proti konc tekme, ne, malo polčas šla še, če bi ti danes razmišljal, kakšen si ti bil pri 15 letih, ne? Rečemo, da tam se mi začnemo igrati in velik nogomet in rečemo, začnemo malo bolj resno trenirati, sicer sem jaz še vedno prepričan, da resen trening bi mogel biti s kadeti ali pa malo kasneje, kar je pa pol v konfliktu z vsemi reprezentancami, ampak velikih igralcev se mi zdi, da je pri 19 pol toliko skurjenih, psihološko pa preobremenjenih, da pol ne morejo ven zlesti, ne, zato je včasih dober, če si v manjšem klubu, pa tam uživaš, pa driblaš vse okrog sebe. Ampak kaj bi vseeno, rečemo, ti rekel, sebi svetoval, kaj bi spremenil na poti? Ali bi pustil tako, kot je bilo? Ne, meni tako, kot je bilo, mi je bilo čisto všeč. Ampak mogoče, če bi pa definitivno bi mogel, če bi mogoče hotel še več, kot sem, že prej to bolj pač resno zagrabiti in mogoče še več stvari podrediti nogometu. No. Ker še lepo, ker sem jaz pri 20 pač prvič podpisal to profesionalno pogodbo, sem res cel šel v to. No. Tako da mogoče, ne veš, mogoče pa ne, mogoče bi pa tako, kar rekel, bi se pa prekuril do 20, pa sploh ne bi igral več, ampak mogoče bi bilo pa to, da bi pa mogoče še kaj več naredil. Ne, rečemo, ko smo Zajca že parkrat omenila, ne, moramo pol link poslati, da je rekel, da je še on pol kak komentar zdrav napisal. Meni je bilo zanimivo, ko on rekel, ne rečemo, da za nogometni razred, ne, da on je tam pač prvič že občutil
nek ta drugačen ritem. A ste se kdaj menila o tem? Ne, mislim, jaz sem bil najdlje, kar je od nogometnega razreda možno, po mojem. Jaz sem bil na gimnaziji. Ne, ampak če sta se ti pa Miha kdaj pogovarjala, kako je to izgledalo, pa kako je on doživljal, rečemo, že takrat zadevo. Ne, to pa ne, no. Čeprav so bila v bistvu skupaj takrat, ko je on to doživljal, ne. Ampak tako, ne, to pa ne, no. Ker mi je zanimivo, ne, da zelo veliko teh igralcev, ne, iz nogometnega razreda pač imajo zelo podobno izkušnjo, ne. Naučijo se reda, discipline, se pravi, in že podrejaš, tvoje misli so že usmerjene, ne. Jaz moram reči, za mene je bilo zelo dobro nogometnih razredov, zaradi tega, ker jaz nisem bil pod nobeno kot trener, nisem bil pod pritiskom rezultata in tudi igralci, ne. Je bilo to zelo dobro, zato pravim, da to je en plus, ne, in ti igralci so potem hodili za vikend igrati v klube, kjer pa je pa konkurenca drugačna, ne. Veš, tam so bili vsi, so se klofali med sabo, super je bilo, ne, ampak niso se borili za postavo za vikend, ne. V klubu se pa ti vedno boriš, ampak ta odnos, ne, se mi zdi pa se zelo hitro spreminja potem, če ti 16, 17, 18, 19 si že v tem ritmu, nisi še toliko tekmovalno, ampak pa že doživljaš, ne, zato. Kaj pa pol pri 20, rečemo, vsem, ko zdaj gledaš za nazaj, ne, si rekel 20, jaz sem rekel, da bom all in dal noter, a se ti zdi, da si kaj pozabil dati noter? Pa mislim, da ne, no. Mogoče bi ta moja višek energije, ki sem imel, sam mogel biti boljš usmerjen, no. No sej, kam bi pa usmeril? Ne, ampak se mi ne zdi, da sem jaz premal delu, ampak mogoče na napačen način pa nekaj, kar niti ne bi rabil. Naprimer? Naprimer, da ne vem, meni se je pač takrat zdelo kar pametno, da bi pa jaz vsem še kar malo šel laufat, ne. Čeprav pač tega nisem rabil, ker sem lahko laufal, pač ker mi je to naravno dano. In se mi zdi, da sem izboljševal neke stvari, ki jih mogoče ne bi rabil izboljšati, pa zapostavljal neke stvari, ki pač bi pa mogel delati. Kaj bi pa moral delati? Definitivno več mobilitija, več stretchinga, delati na gibljivosti, prevencije. A si še zdaj zagrčen tako v kolkih pa tem? Ja. Pa boš pa mogel iti na jogo, le? Ja, tako da, če to pogledam nazaj, mogoče mi je to malo žal. Aha, okej. Ja, da nisem energijo usmeril v tiste stvari, ki so bile pomembne takrat. Samo tehniko, pa to se ti pa zdi, da si dosti dobro se razvijal. Tudi to bi bilo treba diskutirati. Ampak se pravim, no. Tudi to mi je mogoče manjkalo, ne. Pa tudi tega nisem dovolj delal, da bi mogoče si rekel, ja, mogoče bi pa jaz si, ne vem, čeprav sem imel, mogoče takrat smo mi delali recimo fitness, ne. Ampak mogoče, da bi pač si umislil 2krat na teden tudi nekoga, ki bi pač tudi tehniko z njim delal, ne. No, a veš, to je zdaj ta diskusija, ne. Se tebi zdi, da če bi imel ti nekoga z takimi izkušnjami, ko si ti zdaj, ne, da bi ga imel s sabo kot, rečemo, mentorja, ne, pa da bi ti rekel, vrle, rabiš, sprejem ti je slab, leva noga, vema, kje sma, ne, tule bi bilo dobro, da pol leta vlagaš v, ne vem, v fitness, da se boš navadil, tule bi bilo fajn, če bi, ne vem, malo več si taktične stvari pogledal, pa bomo midva malo šla čez video analizo, pa tako, se ti zdi, da bi bila to, da bi lahko bil ti drugačen ali pa boljši igralec, ko si... Ja, definitivno. Jaz mislim, da vse to sem nekako probal povedati, da je prav to, da bi mogoče rabil nekoga, ki bi me usmeril. Ker meni se ni zdelo, da je meni manjkalo želje oziroma energije za karkoli. Jaz sem bil res pripravljen narediti karkoli, da bi bil boljši. Pod vprašanje, pa bi ti poslušal pri 20 nekoga? Ja. Ampak dobro, jaz tak karakter sem, da verjetno bi, no. Ja. Ampak ne... Ker se mi zdi, da sem kar vodljiv, no. Pa se mi zdi, da če mi nekdo stvari razloži, pa utemelji z nečem, mu jaz hitro verjamem. Ker še enkrat, ne, ekipa v Celju sploh, ko je izgledal, ne, ste bili zelo mladi, zelo razigrani, zelo tako samozavestni, poletni, ne,
Se je bilo zelo težko včasih usmeriti, ker ste skrb šli, je bilo to divje. Ne? In je bilo, to, ko je lahko bilo dobro, je lahko bilo tudi nevarno za kaj drugega. Ne? Je tako. Ne? Ja. Ampak rečemo, zdaj, če gledamo pa spet mi, da ti si zdaj v Mariboru, ne? Imate nekaj mladih igralcev, a si ti pripravljen že prevzeti, rečemo, to vlogo, da bi nekomu bil mentor? Ali meniš, da ti še vedno rabiš fokus za sebe? Probam biti, no. Probam tisto, kar vidim, probam tudi komu pač povedati na lep način. No. Tako da pa tisto, kar se mi zdi, da bi lahko bilo boljš, sploh na moji poziciji, ne. Ker tukaj se mi zdi, da jaz lahko največ dam. Pa te poslušajo mladi igralci? Ja. Imaš občutek, da te? Ja, jaz mislim, da meno. Predvsem Lorbi, ki zdaj igra, po mojem mnenju vrhunsko, je zelo tak, da sprejema informacije, da se uči, vidiš, da vse, kar se mu reče, se ne sam jaz, pač tudi trener in to, da usrka in naredi, kar je pri mladmu, se veš zelo težko. Ne? Ja. Tako da ja, on je recimo en tak primer, ki mislim, da ima dosti stvari za to, da bo zelo, zelo lepo kariero naredil. Tudi to je osnovna ideja, ne? Da veš, da zakaj bi jaz govoril, kaj ne mlad igralec dela, če ima jaz tule tebe, ne? Veš, ker si nekaj odigral, lahko pokažeš, tako kot sem rekel, imaš reprezentančne nastopne, igral si Ligo prvakov, videl si to, bil si dvakrat državni prvak z Mariborom, ne vem, kaj še vse si usvojil, ne? Pa pol, a veš, jaz sem naredil napako, zakaj bi ti isto, in je meni tudi mogoče lažje, ko imam jaz igralce. Ja. Daj tam Petvehovca poslušati, da ti jaz ne razlagam, kakšne bedarije, ne vem. Zdaj počnete, pa bi bilo mogoče, če bi radi, lahko naredite zdaj 20% več, pa bo potem tudi 20% več. Ne? Ja, definitivno. To je, se pravim, da takrat, če bi lahko šel nazaj v čas. Ampak zdaj pa tako rekel, ne, če pa izhajamo iz tistega, kaj sem jaz prej rekel, ne, ti lahko do, ne vem, 38, 39, 40 že zdaj igralci igrajo. Pa po moje si ti en teh tipov, ko bi lahko igral, ne, se pravi, imaš še dosti časa, da še zdaj vložiš, pa narediš en jump gor. Ja, jaz upam, no, meni res motivacije mi pa res ne manjka, no. Tako da bo še enkrat naredil, ne? Ja, definitivno. Okay. Mislim, jaz verjamem, da bom. Jaz upam, da bom. Za zaključek vsem, da vedno, kaj bi svetoval onim mladim igralcem, rečemo prvo do 15 leta, pa staršem, pa pol onim, ko rečemo že razmišljajo o tem, da bi pa radi imeli tudi malo bolj resno kariero, pa dajmo one tam 17, 18, 19 let naprej. Do 15 leta, jaz ne vem, jaz še vedno to mislim, da mora biti več ali manj zabava. Mislim, saj meni je bila, pa upam, da tudi tem fantom, ko so tako stari, da je to še vedno zabava in da radi to delajo. No? Da se še ne obremenjuje dosti niti za... Kaj pa tem staršem, teh mladih? To se jaz vedno šalim, ne? Ja. Če hočeš videti, kdo največ preteče na U9, pogledaj v liniji, kaj je ena mamica sigurno tam. Ne, jaz bi si želel, da bi bili vsi taki, ki so bili moji, tako da, ker res niso, mislim, ki so vsaj mene, no, res pustili, pa tudi druge. Čeprav sta me vedno podpirala, pa spremljala, pa sta bila na tekmah, pa vse, ampak nikoli nobenega pritiska, nikoli nobene ambicioznosti. Pač, oni sta meni vedela, da je meni to všeč in me o tem podpirala. In dokler ni to neki pač resno ratal, mi tudi nobenih nasvetov niti niste dajali. Pač videla sta, da jaz v tem uživam in to bi bil moj nasvet staršem, da jih sam pustijo, ne delajo to, kar imajo radi, pa da se zabavajo. Kaj pa pol, ko pa zdaj razmišljamo za naprej? Dobro, to se mi pa zdi, da mogoče pa, ja, no, takrat jih je pa pač, če so vse te najbolj talentirani že zelo zgodaj zdaj eksplodirajo. Ne. Mislim, so že primerni za, kaj vidiš, da bo. Ne. Mislim, da bi lahko bilo. Tako da, takrat jih je pa sam pač treba umiriti, pa jih postaviti na realna tla, da pač še vedno se mi zdi šola prioriteta, kakorkoli. Da
naprej to naredi, če bo to v redu, izvoli, lej. Če si toliko talentiran, pa če misliš, da ti lahko rata, pa naredi vse za to, da bo šlo. Lahko pridejo do Blaža Vrhovca vprašati. Pa ne mene, se ne rabi. Kaj narediti, pa koliko narediti, pa zakaj narediti? Ne, daleč od tega, ampak jaz sam mislim, da se naj pa res posvetijo temu. In da naj se vsakič, karkoli naredijo, vprašajo, a je to dobro za moj fuzbal, a mi bo to pomagalo, ali delam gluposti. Jaz nisem zdaj mislil tebe konkretno, jaz mislil tako ne. Jaz mislim, da v tem našem prostoru je dovolj Blažev Vrhovcev, da bi lahko mlad igralec prišel, pa mal dobil informacije. Ma definitivno, vse Blažev Vrhovcev je ful velik zato, ker jaz tudi pač nisem neki ekstremno talentiran, se mi zdi, za nogomet. Mislim, nisem bil kot mlad, niti jaz do reprezentance v 19 nisem bil na mapi, po mojem. Plus prvo kot to, ker sem bil tako majhen, pa nerazvit. Ampak sej pravo, no, meni se zdi, da je pač vsa ta karijera, ki je splavala, je bolj kot zaradi mojega talenta, zaradi pač dela in tega, kar sem si želel. Pa ni to največji talent, pa. To je definitivno moj največji talent. No, ampak, a ti poznaš kjerga igralca, ki ni delal, pa imel dobro kariero? Da čist nič ni delal, to ne, ampak jih je pa dosti, ki pa so zelo malo naredili, pa so imeli zelo dobre karijere. Ampak dobro. Mislim, da v današnjem času jih bo vse manj. Če si pa zelo talentiran, še delaš, pa igraš top 5. Ja. To je pa to. Tako je. Smo kaj pozabili? Mojem, da ne. Si užival. Ja, dobro. Je šlo v redu, čez ura, le vidiš. Pa ne bi vedel, da je cela tekma. Ful ti hvala. Ja, upam, da čim prej prideš v notranje miru na nivo, da boš prepričal tu trenerja, pa da te gledamo še nekaj let na sceni, kako boš igral. Jaz tudi. Vi pa spremljajte nas, sledite nas, veste, kje smo, podelite nas, ker še rabimo, da nas še več ljudi spremlja. Sem prepričan, da so oddaje dosti kvalitetne, pa da lahko veliko stvari izvedete tudi od drugih oddaj, ne samo od Blaža. Čau, se vidimo.